29. seja, redna seja mestnega sveta Mestne občine Kranj je seveda najbolj zanimiva tema je bilo sprejem odloka za proračun za leto 2022 in proračun leto 2023. Gre za osnutek, to se pravi prvo branje, in kot ste videli, dejansko so mestni svetniki in svetnice pohvalili pripravo tega odloka za obe leti. Proračun sta zelo razvojno naravnana in sicer gre za dva rekordna proračuna. Drugo leto, torej leto 2022, je predvidenih 88 milijonov, naslednje leto 2023 80 milijonov, je pa predvideno zadolževanje po 12 milijonov vsako leto. Mestna občina Kranj je med manj zadolženimi občinami v Sloveniji, zato si to lahko privoščimo. To, da je v bistvu včeraj, da smo dobili pohvale za dobro izdelana proračuna, je zasluga tudi samih mestnih svetnikov in svetnic oziroma posameznih svetniških skupin. Skoraj vsi so se odzvali na naša povabila in v letošnjem letu smo opravili kar nekaj razgovorov z njimi in njihove ideje in želje unesli v ta proračun, zato je dejansko včeraj vse, kar se tega tiče, gladko teklo. Bi pa zdaj navedel enih par takih prelomnih investicij, ki nas čakajo v prihodnjem letu, ki bodo, lahko rečem, spremenili sliko Kranja in pa izboljšali življenjski stil, življenjski standard naših občanov. Prav gotovo glavni izziv prihodnje leto nam je urejanje infrastrukture v novi industrijski coni Hrastje. Veste, da smo letos sprejeli OPPN za Hrastje, 18 hektarov, od tega smo pred dobrim 14 dnevi od SiDG-ja kupili zemljišče v vrednosti dobre 4 milijone evrov, gre za dobre 4 hektare zemljišča. No, pričakujemo, da bomo drugo leto uredili cono z celotno infrastrukturo. Potem, če smo že pri tej komunalni infrastrukturi, lahko omenim še, v načrtu je izgradnja kanalizacije od Golnika pa do priključka Mlake. Kot vemo, bo država investirala v razširitev klinike na Golniku in sicer 37 milijonov težka investicija, ki pa potrebuje to, da se uredi kanalizacija, to se pravi, da se odplake vodijo v čistilno napravo v Kranju, tako da smo na hitro vložili ta NRP v proračun, ker je zahteva oziroma ideja strani Golnika prišla zelo pozno, zato smo tudi prestavili obravnavo proračunov iz septembra na oktober. No, in tukaj se bodo dela začela že prihodnje leto. Potem imamo naprej, velik projekt je tudi rekonstrukcija Savske ceste. Vemo, da je ob Savi predvidena soseska, in sicer zemljišče v lasti Stanovanjskega republiškega sklada, z njimi smo podpisali tudi pismo o nameri, tako da najprej moramo seveda urediti cesto, nov most, čez ta enosmerni most dejansko ni več primeren, predvsem je pa nevarnost to, da je tukaj glavna kanalizacijska cev, ki povezuje seveda čistilno napravo z Kranjem, Naklem in pa Šenčurjem. Tako da tukaj bomo zgradili nov most, dvosmeren z pločnikom in pa kolesarsko stezo ter uredili tudi cestišče do v bistvu izliva Kokre v Savo. Potem nadaljevalo se bo gradnja kolesarskih povezav, pa potem sanacija občinskih, energetska sanacija občinskih objektov. Veliko delamo tudi na zmanjšanju emisij v prometu, torej menjava voznega parka z električnimi avtomobili, na drugi strani seveda tudi namestitev solarnih celic za proizvodnjo
zelene energije in poraba za to. Predvidevamo tudi nakup 4 električnih avtobusov in pa tudi zadnjič smo bili na Ministrstvu za finance, tako da smo uredili problematiko financiranja 4 polnilnih postaj za avtobuse. Polnilne električne postaje se namreč razlikujejo od tistih navadnih za avtomobile. Nadaljevali bomo rekonstrukcijo ceste Breg-Mavčiče, predvidenih je dobre 2 milijona v naslednjih 2 letih. Veste, da smo leto že en del ceste odprli, zdaj se bodo nadaljevala, ker je že razpis zaključen, dela še naprej do Praž. Potem imamo, vrtec Sonček bo treba podreti in narediti novega, to imamo v planu za leto 2024. Potem imamo, to je dobre 2 milijona, dokončali bomo v drugem letu seveda izgradnjo prizidka, telovadnice in pa 6 učilnic v osnovni šoli Staneta Žagarja. Seveda rekonstrukcija lokalne ceste Kranj-Hrastje, pa seveda začela se bodo dela tudi za urbano prenovo oziroma urbano ureditev kanjona Kokre, tudi urbana prenova Kranja je na vidiku v prihodnjih 2 letih. Potem imamo končno, da smo dobili gradbeno dovoljenje za komunalno ureditev industrijske cone Laze. Dela se bodo začela že letos oziroma dokončala se bodo potem prihodnje leto in pa tudi v letu 2024. Drugo leto moramo nujno zgraditi dodatno dozidavo osnovne šole Helene Puhar. Tukaj bodo sodelovali tudi vse okoliške občine. Vemo, da je tam strašno pomanjkanje prostora. Potem od Ministrstva za šolstvo smo dobili v uporabo nekdanjo trgovsko šolo, ki jo bomo energetsko obnovili in seveda noter uredili tako, da bo to podružnična šola Jakoba Aljaža. Seveda dobra novica pa je to, da bo Gorenja, Sava, Rakovica, Zabukove, Spodnja Besnica in pa Zgornja Besnica, da bodo dobili kanalizacijo, sploh pa veste, da na Zabukovju še zdaj ni vodovoda, tako da to imamo v planu v letu 2023 in pa 2024, gre pa za dobra 5 milijonska investicija. Na koncu še, kot veste, smo sprejeli odlok o investicijah v krajevnih skupnosti, vsako leto 600 tisoč, na drugi strani imamo še participatorni proračun, to se pravi, da bodo po posameznih krajevnih skupnostih se lahko odločali za te manjše investicije, kaj bi njih najbolj, seveda, kar se jih najbolj tiče in kaj najbolj potrebujejo. Ne smemo pozabiti še nakupa novih prostorov oziroma starih prostorov v zdravstvenem domu. To se je pred časom prodajalo, zdaj se ti privatni lastniki se selijo iz teh prostorov in to je seveda idealna priložnost, da razširimo zdravstveni dom, kar pa seveda ne bo vplivalo na financiranje, kot veste, javnega zasebnega partnerstva in sicer izgradnja severnih vrat oziroma 3 stolpičev. Vemo, da en stolpič je namenjen za osnovno zdravstvo Gorenjske in za zdravstveni dom Kranj skupaj z lekarno, tako da tudi tukaj potekajo razgovori z ponudnikom javnega zasebnega partnerstva. No in pa najbolj pereča tema zdaj v zadnjem času, seveda urbani vrtovi. Vsi smo seznanjeni s to problematiko, tudi na mestni občini Kranj smo takoj, ko se je zadeva začela dogajati, pristopili k tem, da rešimo to zadevo. In sicer imamo v strategiji predvidenih 300 tisoč evrov za ureditev urbanih vrtov, tam, kjer smo mi lastniki, in pa iskali bomo tudi možnost najema in ureditve teh vrtov za naše občane in občanke. To bi bilo naenkrat, kar se tiče naših proračunov za leto 2023-2024, glede na to, da dejansko ni bilo večjih predlogov, bomo dali v dokončno potrditev oba proračuna
24. novembra, ko bomo imeli 30. sejo mestnega sveta mestne občine Kranj. Potem precej polemike je bilo prvo branje novega odloka oziroma nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, in sicer tukaj je naš predlog, da se za 1% poveča NUSZ za zazidana stavbna zemljišča in pa 100% povečanje za nezazidana komunalno opremljena stavbna zemljišča. Zakaj gremo na ta predlog? Preprosto zato, ker je veliko manipulacij z temi zemljišči, ki so komunalno opremljena in pa nezazidana. Vemo, da cene se nenormalno dviguje za ta zemljišča in dejansko, ker je NUSZ prenizek, potem predvsem večji lastniki ne želijo tega prodajati, čakajo na boljši trenutek, na večjo ceno, medtem ko so potrebe sploh pri mladih družinah in pa dejansko pri vseh, da bi prišli do neke parcele in do zidave. S tem, ko dvigujemo ta NUSZ, seveda nekako prisiljujemo predvsem večje lastnike, da se odločijo ali za pozidavo ali pa za to, da odprodajo del stavbnih zemljišč nezazidanih in da se začne dejansko nov cikel investiranja v stanovanjsko gradnjo in pa tudi industrijsko. Potem spremenili smo odlok socialno-varstvenih dejavnosti, že na zadnjem smo bili, tokrat smo razširili program Škrlovec z mobilno službo in pa pri Centru za odvisnost smo manj sredstev namenili za materialne stroške in več za plače. Veste, da je zelo težko dobiti danes ljudi, ki delajo to, da tako rečem, lahko težko delo. In pa pri dodeljevanju enkratnih socialnih pomoči smo nekako omogočili tudi dodatno kadrovsko ukrepitev. Potem imamo neka manjša lokacijska preveritev na območju za območje na Kokrici oziroma v industrijski coni Rupa. Zadeva dejansko je marginalnega pomena za mestno občino, bolj seveda za investitorja. In pa naslednja zadeva je še višina prosto oblikovane oziroma tržne najemnine. Veste, da imamo dobrih 400 stanovanj v lasti, od tega jih je dobrih 70 z tržno najemnino. In zdaj je bila ta najemnina, cena najemnine je bila fiksna, v prihodnje pa jo vežemo na neprofitno najemnino in sicer znašala bo 180% od neprofitne najemnine. Trenutna neprofitna najemnina je 3,58 evra na kvadratni meter, pa dobro, obračuna se enkrat na leto, se izračuna glede na rast življenjskih stroškov. Ja, potem sta bile predstavljeni še dve strategiji, in sicer ena Zero Waste, to delamo skupaj s Komunalo in pa ostalimi občinami, ki so pod okriljem Komunale Kranj oziroma ki imajo ustanoviteljske pravice. Skupaj to delamo z Ekologi brez meja. Vemo, da smo se na mestni občini Kranj zavezali dejansko k trajnostnemu razvoju in ta strategija Zero Waste seveda ni samo to, da bomo imeli manj smeti, ampak je to dejansko cel program, blagovna znamka, skratka gre za trajnostno upravljanje z viri in odpadki in naš cilj je, da 78% odpadkov začnemo ločevati in zbirati, tisti končni cilj je pa kar 90%. Kar se tiče potem še druge strategije, strategija razvoja turizma, no, tukaj smo videli, da v bistvu v Kranju zmoremo še kaj drugega, kot dobiti dnevne turiste. Dejansko gre za projekt okrevanja turistične dejavnosti po tej epidemiji, velike krepitve podjetništva v turizmu, predvsem gre pa bistveno, da gre povezava tudi z vsemi ostalimi strategijami, to se pravi strategijo kulture v Kranju, strategijo športa in jaz upam, da bo s to strategijo dejansko Kranj postal ena bolj prepoznavnih turističnih destinacij v Sloveniji. In čisto na koncu, seveda nagrade, mislim, da je komisija imela
težko delo, ampak izbori so bili res nekako dodeljeni res zaslužnim ljudem in organizacijam. Seveda najbolj poznano ime, predlog za častnega občana Kranja je Franci Hvasti, naš kranjski zanesenjak kolesarski, in seveda vsi ti kolesarski uspehi po vseh teh naših tekmovalcev, ne samo iz Kranja, so seveda povezani z legendo kranjskega kolesarstva, gospodem Hvastijem, zato mu na tem mestu tudi jaz iskreno čestitam za ta izbor. Potem imamo tudi nagrado Planinsko društvo Iskra Kranj, gre za nagrado Mestne občine Kranj za krepitev planinskih pohodniških dejavnosti in delo z mladimi. Potem imamo stoletnico, letos smo imeli stoletnico prostovoljskega gasilskega društva Kokrica in glede na njihovo usposobljenost in pa dejavnost seveda si zaslužijo listino ob tem jubileju. Janez Štros, naš dobrotnik, da tako rečem, kranjski, predvsem pomaga pri različnih programih in pa tudi infrastrukturi pri osnovni šoli Helene Puhar in dobil bo listino o priznanju za dobrodelnost in pomoč osebam s posebnimi potrebami. Prepoznali smo tudi izredno dobro vlogo Brda pri razvoju mestne občine Kranj, to se pravi tudi javni gospodarski zavod Brdo dobi priznanje za prispevek k razvoju in prepoznavnosti lokalne skupnosti. Mislim, da se v zadnjem letu res zelo veliko zgodilo na Brdu in če nam uspe še narediti nacionalni športni center, potem bomo z njihovo pomočjo dejansko postali središče športa v Sloveniji. Tukaj imamo še potem gospoda Jožeta Vetrnika, dolgoletnega direktorja OZG-ja, ki se je z letošnjim letom upokojil. No in njemu gre velika plaketa Mestne občine Kranj za dolgoletno delo in razvoj zdravstvene dejavnosti. In na koncu pa še Lutkovno gledališče Nebo, ki bo dobilo veliko Prešernovo plaketo za posluh in delo z najmlajšimi ter 20-letnico ustvarjanja.